Ok, zdaj bomo pa še lahko malo risali. In sicer skladna kota. Skladna kota sta taka dva kota, ki merita enako, ali pa če jih imamo narisana, izrežemo, jih lahko potem prekrijemo, ne. Drug drugega natanko prekrijeta, sta enako velika in nasploh enaka, skladna, ne, dvojčka. Okej. Kaj pa simetrala kota? Simetrala kota je pa poltrak z začetkom v vrhu kota, ki razdeli daljni kot na dva enaka kota. Mi v bistvu naredimo kar simetralo kota kot premico. Tako, in poljubna točka na simetrali je enako oddaljena od obeh krakov kota. Podobno, ne, kot simetrala daljice. Zdaj si bomo pa pogledali, kako se to načrta, ne. Zdaj pa prihajamo na zabavni del geometrije. Se pravi, kako konstruiramo simetralo kota. Za naš primer si bomo narisali en kot. Na primer, da imamo takle, si ga narišite ne preveč širokega, recimo takole. Tole je simetrala. Mislim, tole je zdaj kot. Dajmo tule vrh, da se bomo lažje pogovarjali. Zato, da bomo to narisali, bomo pa rabili še stilo in pa trikotnik. Jaz si ga bom malo pripravila, tale trikotnik, evo ga pa šestilo. Začeli bomo s šestilom. V šestilo si lahko date pač neko razdaljo, ni važno koliko, ampak ko si jo, no, zdajle, zaenkrat takle si jo dajte neko šestilo in zapičite šestilo v vrh. V vrh kota, primete šestilo, jaz bom zdaj takole, in povlečete tako, da sekate oba kraka kota, ne. To je važno, da imamo tule presečišče in tule. Če vmes kaj zmanjka tega šestila, je pa tudi v redu. Zdaj bomo pa šestilo prestavili. V tem primeru lahko zdaj poljubno spreminjate šestilo, ni več važno, a ne. Zdaj pa spet, ko ga pa enkrat nastavite, ga pa tako pustite, ne. Jaz vzamem šestilo in zapičim šestilo v eno presečišče med lokom in krakom. Prestavim in tu nekje na sredini naredim lok. Tu se nekaj upira. Čakajte. Bomo še pa malo bom še dodala tule. Takole, ne. In potem prestavite v drug vrh in spet primete šestilo in narišete lok. Sreča, so se nam tamle, ta dva loka se nam sekata v eni točki. Tule. In zdaj povežemo vrh, to točko, in pa še mogoče naprej malo narišemo, ne. Zdaj pa vzamemo ravnilo, jaz bom zdaj z drugo barvo to naredila. Vzamemo ravnilo in ga, smo rekli, povežemo tale vrh. Še pa moram zdaj obrniti. No, tule pa zdaj pa malo pogrešam mojo tablo, kljub temu, da tudi pred tablo nisem ne vem kako spretna s temi zadevami. Okej. Takole, dajmo zdaj tule na vrh položiti ravnilo in pa ga zavrteti. Očitno ne tako, takole. Se pravi, mora iti na vrh pa na tule na začetek. Tole točko. Takole. Se pravi, povežemo zdaj vrh s tistimi presečišči lokov, ki smo jih dobili. In dobimo simetralo kotov. Če ste delali to natančno, potem je ta kot enak temu. Zdaj, jaz že vidim, da sem tule kar malo mimo šla, ampak bomo vseeno poskusili izmeriti, če imamo v redu kot. Se pravi, kako se meri zdaj kot, še da to malo ponovimo, ne. Ničlo damo na začetek kota,
Takole. Potem pa obrnemo in zdaj bomo zgornji kot izmerili. Se pravi, tule ničla je pomembno, da je v vrhu. Tale stranica gre ob kotu, potem pa preberemo stopinje. Ker gremo v to smer, gremo tam, ko se začne pri nič in nadaljuje gor. Tu bi jaz rekla, da je nekih 12 stopinj, ne. Recimo 12 stopinj. Zdaj pa poskusimo še izmeriti spodnjega. Vrh mora ostati tam, kjer je v vrhu. Zavrtimo navzdol, ne. Tole je pa skoraj 15 stopinj, ne. Razočaranje. Še enkrat bi mogla, tako, kako stopinjo odstopanja lahko imate pri načrtovanju, ampak načeloma pa, da vidim, če lahko malo zgoljufam. Malo bi lahko zgoljufala, ne. To bi mi lahko pustil ta računalnik. Dobro je, no, saj načeloma ste dobili idejo, takole je treba tole narediti, da je simetrala točno na polovici. Okej, zdaj pa še domača naloga. Nariši oziroma načrtaj kot 65 ali pa dajmo 66 stopinj in mu nariši simetralo. Če boste delali natančno, bo vsak izmed kotov, ki ga boste dobili na vsaki strani simetrale, če kar matematično pogledamo, 33 stopinj. Srečno. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!